Naša skupina na Inštitutu za biologijo se ukvarja predvsem z proučevanjem možganskih tumorjev in to gliomov oziroma glioblastomov, ki so en najbolj agresivnih in pravzaprav življenjska doba preživetje po odkritju bolezni je 1 leto in pol, ne več, kljub vsem modernim terapijam, ki so, in seveda zato je veliko raziskav posvečenih mehanizmu tega razvoja tega tumorja, zdravljenju tega tumorja in seveda tudi na podlagi različnih načinov zdravljenja tudi napovedi prognozi, kaj bo bolje učinkovalo, da bodo bolniki preživeli, lahko preživijo, vendar pa se potem tumor pojavi ponovno, kako preprečiti ponoven pojav tumorja, ki je potem glavni vzrok smrti. Danes vemo, da je potrebno translacijska medicina. Translacijska medicina pomeni, da od laboratorija, od raziskav na živalih, preideš potem tudi na raziskave pri človeku, to se pravi translacija, prevod iz osnovnih raziskav v uporabne v kliniki in seveda tudi morda uporabne ali pa zanimive za farmacevtsko industrijo. In ravno to smo naredili, delamo, še vedno seveda, to je projekt, ki se ne konča, to je projekt, ki traja naprej, vendar se pa ob tem projektu pač veliko odkrije in ta translacija je tisto, kar je res izziv. Vsekakor želimo, da bi bila zdravljenje bolj učinkovito s tem, da bi istočasno še te tarče ciljali, ne? Na kakršnekoli načine, to so različne možnosti. In smo res odkrili kar nekaj teh novih markerjev. V teku prvih 5 let projekta potekal je med tudi Univerzo v Trstu, v sinhrotronom in pa tudi pri nas medicinsko fakulteto, UKC-jem, skratka multicentrični projekt, ki bo v naslednji fazi doprinesel k temu, da bomo validirali te markerje v ribah cebricah in kasneje te izkušnje prenesli tudi na bolnika. To se pravi, da bomo prijavili klinične faze, preizkušanja 1, morda 2. No, če bi prišli v klinično fazo 2, potem smo že praktično zmagali. Saj za določene vrste pacientov, določeni podtip pacientov najti neko zdravilo, ki bo preprečilo ponovno pojavljanje tega raka, ko ga enkrat operiraš. Tukaj stojimo pred akvarijem majhnih ribic, ki se jim reče ribe cebrice. In te ribe niso okrasne, čeprav so originalno akvarijske, izvirajo iz Indijskega oceana, vendar so pred leti že ugotovili, da so tudi zelo dobre eksperimentalne živali za proučevanje različnih vrst človeških, torej bolezni pri človeku. In to zakaj? Zato, ker imajo neverjetno veliko število genov in proteinov ohranjenih, enakih in tudi mehanizmov delovanja enakih, kot so pri človeku. Poglejte, tukaj ima možgane, ne? In ko jo to vse delaš pod mikroskopom, kjer jo lahko tudi fiksiraš, na nek način jo uspavaš, da tako rečem, in jo potem lahko operiraš, skratka operiraš jo lahko z majhnimi iglicami pod mikroskopom in potem obrezgamo te celice tumorske človeške v ribo in tam vidimo, lahko zelo dobro opazujemo, kako tumor raste, kako se razširja, na kakšen način tudi se širi, invadira v druge dele možgan ribjih in pa tudi po hrbtenjači. To je bilo nekaj novega, kar smo odkrili tukaj. Velik, največji izziv medicine danes je osebnostna medicina, kako delati zdravila tako, da bi koristili človeku, da ne bi ljudje jemali nepotrebne ogromne količine zdravil, ki nikomur ne koristijo in pravzaprav bolj škodijo, kot koristijo. To ni enostavno, to tudi zelo veliko stane. Najprej moramo ugotoviti, kakšni ste, kakšen je vaš genom, kakšne proteine izražate, kako se vaše bolezni izražajo, potem na to dizajnirati, načrtovati zdravilo. In ko bo ta postopek tako poceni, da tako rečem, da se ga bojo lahko pravzaprav privoščila vsaka bolnica, potem bo to medicina bodočnosti, morda čez 10-20 let, lahko že prej. Danes je grozno težko napovedovati časovno karkoli.